Tjaša, dobrodošla v našem studiu. Z nami je Tjaša Polc, ki vodi Gospodarsko zbornico Slovenije oziroma Zasavja, a ne? Našo zasavsko. Tjaša, od kje sploh, da si prišla do Gospodarske zbornice? Kako si se znašla tam? Najprej lepa hvala za vabilo in najprej dovolj mi Neža, mi da se tikava, ker se bova tikali. Skoraj sošolki, ne? Tako. V vrtcu sva bili skupaj. Ja, in tudi igrali sva flavto, Ja, ko sva bili res je. pač mlajši. Hvala za vabilo in dovolj mi, da najprej res pohvalim te vaše nove prostore in to idejo o podcastih. Na kratko sem si jih pogledala, vsaj nekaj od njih in se mi zdi res super ideja, ker se mi zdi, da v Zasavju dejansko še nimamo tazga koncepta podcastov, ki bi v bistvu med se povabili ali pa predstavili tiste predstavnike, ki mogoče niso na vodstvenih položajih v določenih institucijah, organizacijah, ampak običajne, ali kako naj se izrazim, Zasavke in Zasavce, ki imajo pač neko posebno zgodbo. Tako da na tem mestu res hvala za vabilo in hvala za to, ker pač Zon ustvarja. Nadalje, kako me je pot zanesla na Zasavsko gospodarsko zbornico. Zdaj bo že 10 let, ko sem začela v bistvu svojo karierno pot v regionalnem razvoju. Leta 2016 je bila ustanovljena regionalna razvojna agencija Zasavje. Tam smo bili sprva zaposleni 4. Sama sem bila zadolžena za področje razvoja človeških virov, hkrati pa seveda v narekovajih univerzalka, ker seveda, če je ekipa majhna, je seveda potrebno biti nekako univerzalen, iznajdljiv in se lotiti v bistvu tudi tistih nalog, ki mogoče niso ravno zapisane v pogodbah o zaposlitvi, a ne? To mi še predobro vemo, tudi v našem Verjamem. uredništvu je zelo tako. No, in na Zasavski gospodarski zbornici je tako še vedno, ker namreč sva tu zaposleni 2. Jaz vodim Zasavsko zbornico, z mano sodeluje sodelavka Tina, ki se nam je pridružila par mesecev nazaj. Prej je njeno mesto upravljala prejšnja sodelavka Alenka, ki je v bistvu delala na Gospodarski zbornici Slovenije oziroma na Zasavski zbornici kar 20 let. Kako dejansko me je pot zanesla v gospodarstvo? Ravno z eno sošolko iz faksa smo se po 20 letih srečali in obe delava v gospodarstvu oziroma v podpornem okolju gospodarstvu. In mi je ta sošolka rekla, veš Tjaša, jaz si nikoli nisem predstavljala, da bom delala kadarkoli v gospodarstvu. Mene so vedno vlekle morda bolj take socialne zadeve, a ne? Ali pa mogoče kako drugo področje delovanja. Pa si nikoli nisem predstavljala, da bom pristala v gospodarstvu in zdaj je ena od vodilnih oziroma vodstvenih delavcev v eni pač multinacionalki. In takrat sem ji odvrnila, ja, tudi jaz si nisem čist konkretno predstavljala, da bom kadarkoli delala v gospodarstvu oziroma v podpornem okolju v gospodarstvu. Vidim pa, da je bilo zelo dobro, ker sem takrat, se pravi 5 let nazaj, prišla iz malce širšega okolja, torej regionalni razvoj je mogoče, ne mogoče, ampak zagotovo širše področje od samega gospodarstva. Regionalni razvoj seveda vključuje tako razvoj človeških virov, izobraževanje, šolstvo, kulturo na eni strani, turizem, gospodarstvo, skratka vse. Celoten napredek, ki je v regiji mogoče, ne? Tako. Tako da tukaj je bila mogoče moja prednost na nek način, da sem iz širšega mogoče se bolj specifično usmerjala na gospodarstvo, hkrati pa še vedno znam nekako povezati tudi druge sfere razvoja ali pa druga področja razvoja določene regije ali pa pač nacionalno. Sodelovanje oziroma vodenje Zasavske gospodarske zbornice je bila ena tistih priložnosti, ki mi je bila dejansko ponujena, če sem iskrena. Z veseljem sem jo sprejela, čeprav seveda, ko smo takratni sodelavci izvedeli, da se tedanja direktorica Staša Baloh Plahutnik poslavlja oziroma upokojuje, je bil moj prvi odziv na to novico, tisti, ki bo stopil v te velike čevlje, je pa res pogumen. In pol si bila to ravno ti. Ja, iskreno nisem si predstavljala morda še par mesecev pred tistim, da bi lahko bila dovolj kompetentna, imela dovolj znanj, ampak očitno je takratna direktorica in seveda tudi naš upravni odbor Zasavske zbornice to nekako prepoznal
in mi dal priložnost oziroma potrdil moj mandat. Ker namreč mandat vodstva oziroma direktorja Regijske gospodarske zbornice potrjuje in hkrati seveda tudi razrešuje upravni odbor. Upravni odbor pri nas pa šteje 17 članov. Sestavljeni iz zasavskega gospodarstva. Tako je. Direktorji in drugi predstavniki podjetij različnih velikosti in panog. Pa si kdaj imela kak očitek, da nisi delala v gospodarstvu, zdaj pa v bistvu si v podpornem okolju gospodarstva? V bistvu ne. Mislim, direktno nihče ni nikoli tega rekel. Rekla bi, da je morda seveda ta izkušnja iz gospodarstva, pa ne začnem mogoče nekaj let nazaj. Sama sem bila v bistvu že od nekdaj precej proaktivna in precej iznajdljiva in sem imela v sebi mogoče ta čut za podjetnost, če bi temu rekli tako, da ne enačimo mogoče tega neposredno s podjetništvom, ampak bolj podjetnost. Torej, vedno sem želela nekako videti neke druge stvari ali pa pogledati čez tiste določene okvirje, pa ne preveč videti negativnih stvari, ampak v bistvu samo pozitivne ven vleči iz določenih situacij in to pač uporabiti naprej. In to jaz mislim, da je tista ključna vrlina ali pa sposobnost, veščina podjetnikov. Morda je pa tudi to, da od zunaj vidiš še večja prednost. Morda tudi na nek način, ja. Želela sem reči to, da mogoče je pa bil posredno kakšen očitek, ampak enostavno ga nisem slišala ali pa opazila mogoče, no. Zdi se mi pa to ključno, no. Rekla sem že, če se vrnem nazaj, približno 13, 14, mogoče že 15 let nazaj sem se pridružila, takrat je bil še zavod Ustvarjalnik. In Ustvarjalnik je v bistvu po celi Sloveniji po srednjih šolah, v določenih mislim, dejansko po vseh regijah, ampak ne po vseh srednjih šolah, izvajal podjetniške krožke za mlade. In preko teh podjetniških krožkov dejansko smo pomagali krepiti to podjetnost, radovednost, kreativnost, ustvarjalnost med mladimi. To je bila čisto prostočasna dejavnost za mlade dijake. Tako da v Zasavju je najprej s tem začel Jernej Pangaršič, potem sem na gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje. Sama sem potem v bistvu vzpostavila skupino na srednji šoli Zagorje, potem ko pa časovno nisem več zmogla vsega, je pa za mano prevzel, mislim, da najprej Rene Vozelj, ki je zdaj sodelavec Čipola, in potem še Jasmina Drolc, tudi zelo poznana naša kreativna umetnica. Tako da ja, v bistvu na nek način sem si že takrat, pa že v bistvu tudi sicer sem precej delala z mladimi, ker namreč preden sem prišla do Regionalne razvojne agencije, sem delala v Mladinskem centru Zagorje, predvsem na področju mednarodnih mobilnosti, kar pomeni, da smo, torej en del tega mojega področja dela so bile mednarodne mobilnosti, drugi del pa karierno usmerjanje mladih. Torej to je bilo tam nekje leta od 2010 do 2013 recimo, ko se vsi spomnimo, da je bila kar precejšnja kriza na trgu dela. Vsled tega smo oblikovali skupine mladih brezposelnih, pri čemer smo jim pomagali v bistvu razvijati tiste njihove močne točke, potenciale, in v bistvu skupaj smo reševali ali pa iskali možnosti za njihove zaposlitve. In kar nekaj podjetnikov oziroma jih je še danes ostalo v podjetniškem svetu, kar se je mogoče v kakšni drugi ideji sicer, ne, ampak so ostali, ne? Ja, res je, zagotovo pa vsem tem mladim iz tistega kroga, to je bilo več skupina, ne? Mi smo se srečevali, mislim, da 4 mesece, enkrat na teden, še vedno so po zaključkih teh skupin ostali med sabo prijatelji, kolegi, znanci, in ravno to je bilo morda tisto multiplikativni efekt, ne? Tako na več nivojih. Pa ohranjanje stikov, ta socialni kapital, ki je bil takrat zelo, zelo pomemben, se mi zdi. Pa to ne v bistvu v smislu, v narekovajih, vez in poznanstev pridi do nekih priložnosti, ampak enostavno nekdo, če je nekoga poznal, je za njega lahko povedal, kakšen odnos ima do dela, kakšna osebnost je. Se pravi, da je izpostavil tiste neke močne točke, ki mogoče pri nekem delodajalcu
so takrat prišle prav. Tako da v bistvu vsaka tista izkušnja, ki se je takrat recimo pridobila, ki so jo pridobili takrat mladi, ali pa da so recimo okrepili kakšne veščine, ne, jim še danes zelo, zelo prav pridejo. Z tega vidika, se mi zdi zelo pomembno delati z mladimi tako v formalnem kot v neformalnem izobraževanju. Želela sem temu samo dodati, a se ti ne zdi, da vsaka stvar, ki jo dobiš, naučiš, nekoga srečaš, te nekaj nauči, če ne danes, jutri, pa pojutrišnjem, ne? Ja, čist se strinjam. A mogoče pogrešaš zdaj delo z mladimi? Sej so še mladi, ampak bistveno manj, a ne? Prav neposrednega dela z mladimi niti ne, ampak po drugi strani delam zdaj z veliko generacijami, različnimi generacijami. To so recimo tudi kakšne takšne nianse res dejansko medgeneracijskega sodelovanja, razumevanja, ker enostavno generacije zdaj, ki prihajajo na trg dela, ne, to so mladi, ne vem, med recimo 20 in 30, imajo drugačne vrednote, drugačen pogled na svet, kot jih imamo mi, recimo, ko smo malo starejši, ali pa potem še starejše generacije. Kakšne? Mislim, kako ti vidiš, kakšne so njihove vrednote? Kaj si oni želijo? Mlajši? Ja. Da je generacija Z, mogoče alfa, res tako. Zdaj strani delodajalcev, recimo, lahko povem, ali pa strani podjetij, da enostavno so prav, pa v bistvu niso tako različni. Ampak je pa res, da se moramo mi nekako počasi prilagoditi njim. Tako kot so se morale starejše generacije v preteklosti nam prilagoditi, ker smo bili tudi malo drugačni od naših starejših kolegov v podjetju. Na ta način se moramo tudi mi prilagoditi. Kaj je tisto, kar moramo prilagoditi? Kaj je pa prilagoditi? tisto? Ja. Zelo jim je pomemben prosti čas. Zelo radi imajo v bistvu, da se stvar zaključi ob točno določeni uri, da še vseeno se zavedajo tega, da imajo prostor oziroma čas tudi za ostale stvari, poleg službe. Zelo radi so hitro nagrajeni. Morda občasno jim manjka te veščine, da se znajo poglobiti v neko stvar, ampak enostavno so vse skozi navajeni, jaz mislim, da pa to prinaša neka digitalizacija, da dobivajo stalne potrditve, da so te naloge majhne in za vsako majhno opravljeno nalogo so pohvaljeni, potrjeni. In skratka, z tega vidika pa morda mentor ali pa starejši zaposlen v podjetju mogoče več časa njemu nameni, ker enostavno mora na nek način vse skozi bdeti nad njim. In kakorkoli po eni strani pravijo, da postaja brezosebno, v tem primeru še več tega 1-na-1 dela in osebnega mentorstva morda. Ja, bi pa samo opozorila, da morda zelo posplošujem, tega se zavedam, enostavno vsi mladi niso taki. Seveda obstajajo tudi mladi, ki drugače razmišljajo, ki so jim pomembne druge vrednote, tako da ja, to je zelo, zelo splošna ocena. No, neka povprečna, ne? Zato, da tudi iz tega se dobre stvari lahko povlečejo, zato ker, kot si rekla, se bo treba prilagoditi temu. Kakšna pa so nasploh recimo opažanja ali pa zasavskih delodajalcev, gospodarstva? Kaj je naša prednost, pa kaj so naše največje težave? Težave regije ja. zasavskega gospodarstva. Zagotovo, če začnem mogoče pri izzivih, še vedno to ostaja pač prometna dostopnost. Vedno se spomnim besed nekdanjega župana ene od zasavskih občin, da se že 30-40 let borimo Zasavci za naš, se pravi vzhodni del, povezljivost vzhodnega dela regije, torej s Posavjem, govorimo obnoviti ali pa nadgradnji ceste Hrastnik-Zidani most. To je zagotovo en velik izziv, predvsem za gospodarstvo. Drugi izziv seveda so v današnjem času kadri. Kadre, tako bom rekla, delodajalci se poslužujejo različnih ukrepov na tem področju, zato na eni strani, da pridobijo ta kader, ustrezno usposobljen, na drugi strani pa tudi, da ga ohranijo. Čeprav moram reči, zdaj, če pa mogoče z druge plati pogledam ta izziv, je pa mogoče v tem času
tudi ena pozitivna stvar to, da se marsikakšna mlada družina ali pa mogoče tudi starejši zaposleni, ki se pač dnevno vozi na delo nekam izven regije, kjer pač porabi dnevno približno 3 ure, počasi ugotavljajo, da jim ta čas veliko pomeni in dejansko se obračajo nazaj v regijo. Zdaj, to verjetno... Se pravi, to je lahko neka priložnost vseeno za regijo, ne? Tako. Zdaj konkretnih podatkov, žal jaz Pa to mislim, ne pomeni, da ne želimo boljše ceste, ne? To je res. O konkretnih podatkih tako mislim, da nihče v regiji ne more govoriti, ker nihče nima popisanih dejanskih vračanj, ali kako bi se temu rekli. Je pa, mislim, poznam pa precej takšnih primerov. Tudi ko govorim z delodajalci, sploh mogoče malo večja podjetja, ker imajo pač seveda razumljivo na voljo več zaposlitvenih priložnosti za različne poklicne profile, za različne ravni. Tako da ja, z tega vidika pa je mogoče to ena pozitivna lastnost. Je pa tudi ne samo, da je vračanje veliko, fluktuacije nasploh je veliko, ker imajo priložnost, ne? Tudi to je verjetno neki izziv gospodarstva, ne? Ker prej so bili recimo zaposleni 10, 20, 30 let, danes pa zelo veliko menjajo. Ja, res je. To, če povežem s predhodnim vprašanjem, ko so govorili o mladih, seveda pač mladi neprimerljivo hitreje menjajo zdaj službe, v bistvu, ker imajo tudi neprimerljivo več priložnosti, ne? Že sama mobilnost ali pa, bom rekla, trg dela je čisto drugačen, kot je bil pač še pred leti, ko so, ne vem, recimo bili zaposleni naši starši, pa so delali v službah 30-40 let, opravljali zelo podobne poklice. Pač mlajši imajo večjo potrebo po tem, ker v bistvu imajo tudi na voljo te možnosti. In če ima nekdo na voljo možnosti, zakaj jih ne bi izkoristil? Na to, bom rekla, tudi s tem je povezano zadovoljstvo na nekem delovnem mestu. Zadovoljstvo pa vemo, da je sestavljeno iz različnih motivacijskih dejavnikov oziroma različnih dejavnikov, ki vplivajo na tvoje zadovoljstvo na delovnem mestu, ne. Kako pa ti osebno misliš, da se bo preoblikovalo? Zdaj govorimo o mladih, a ne, pa o novih službah, o zaposlitvah. Kako se bo gospodarstvo na tem nivoju preoblikovalo? Pa lahko rečeva samo za Zasavje, ampak jaz mislim, da v tem primeru je kar zelo podobno za... Na to vpliva res 1001 dejavnika, ne. Če pogledamo malo širšo sliko, pa mogoče malo izven regije, nacionalno, evropsko in globalno, ne, ker enostavno smo majhni igralci v tem na tem globalnem igrišču in enostavno vsi ti dejavniki vplivajo tudi na to, kako bojo poslovala naša podjetja v prihodnje, koga bodo zaposlovala, ker seveda delovni procesi, če želi biti podjetje konkurenčno, seveda jih mora na nek način avtomatizirati in robotizirati in digitalizirati in sosledno s tem seveda mora biti tudi ustrezno usposobljena delovna sila, ne. Sama osebno bi rekla, kar tudi že opažamo zdaj na terenu oziroma opažam, je to, da kadrov bi rekla, da v prihodnosti ne bo preveč, če se le ne zgodi karkoli drastičnega. Zelo dobro je, da se podjetja tudi med sabo že v bistvu zdaj na nek način, sploh v Zasavju, majhno regionalno okolje, se delodajalci med seboj precej dobro poznajo, bomo rekli. In vejo, kje recimo bo imel kdo malo zmanjšana naročila, pa morda bo kdo drug v tistem trenutku jih imel več. Se pravi, da obstaja že ta neka... Da si že malce lahko ne kradejo, ampak pomagajo, ne? Pomagajo na nek način, dejansko pomagajo. Ker se pa tiče mladih, če se vrneva na tisto prvotno vprašanje, ko si me spraševala o tem, kako bo izgledalo zasavsko gospodarstvo v prihodnje. Mi smo zelo odvisni od ostalih, mislim, mi smo členi v dobavnih verigah, večjih, manjših, mednarodnih, slovenskih, skratka, in vse to vpliva na to, kako bo poslovalo zasavsko gospodarstvo. Zdaj kot regija, jaz verjamem, da se želimo usmeriti verjetno v neko visoko tehnološko, recimo sploh, če govorimo o mestu akrobatov, o širitvi katapulta na nek način, o širitvi Devesofta in rasti le-tega. Mislim, da bo to zna biti tudi v ospredju, čeprav po drugi strani pa recimo tudi steklarska industrija ali pa podjetja iz elektroindustrije, kovinsko-predelovalnih dejavnosti,
še vedno, kot opažam, kljub vsem turbulencam v svetu, še vedno vztrajajo in še vedno stojijo, v narekovajih stojijo, so močna, so konkurenčna, ampak se pravim, vsi ti dejavniki tudi, ki vplivajo z nacionalne ravni v smislu dodatne bremenitve plač, stroškov dela, dodatnih prispevkov, ki jih lani ni bilo malo. Vse to vpliva na konkurenčnost in seveda, če podjetje ni več konkurenčno, težko govorimo o zdravem gospodarstvu na katerikoli ravni. Vodiš v bistvu eno organizacijo, ki pokriva zasavska podjetja oziroma zasavsko gospodarstvo, se pravi, govorimo kar o večjih podjetjih. A je včasih težko manevrirati med njihovimi željami, idejami? Gre za pač močna podjetja, ki jim je jasno, kaj potrebujejo, pa kaj bi želeli, in med tem, kako to prikazati na slovenskem nivoju, oziroma se včasih tudi zoperstaviti vladi oziroma trenutnim vladajočim. Za začetek naj poudarim, da v bistvu ne delamo samo z velikimi ali pa srednjimi podjetji. V našem članstvu tudi na ravni regije imamo zelo veliko malih in mikropodjetij. Mikro, mala, srednja podjetja tako ali tako predstavljajo res ogromen odstotek tudi na nacionalni ravni, prav tako seveda tudi na regionalni ravni. Zdaj, kar se tiče usklajevanja teh različnih interesov, seveda so. Res so in tudi, ko se zgodi neka izredna situacija, kot se recimo, če samo pomislim na lani razveljavljen razpis Spirita v sklopu pravičnega prehoda za produktivne naložbe, za katerega ravno zdaj pričakujemo končne rezultate tega razpisa. Želim povedati, da znotraj zbornice med podjetji ni bilo takrat enakega stališča. Ne? Eni so seveda podpirali to razveljavitev, drugi ne. In zelo mešano mnenje. Tako, in tisti, ki pač so bili na stališču, da je to zelo narobe, kar se je zgodilo, seveda na nek način tudi niso mogli razumeti tiste druge strani. Mi kot zbornica pa seveda moramo nekako zastopati konsolidirano članstvo na eni strani, pa konsolidirano mnenje. Ampak v tem primeru je bilo to zelo, zelo težko. Zelo, zelo težko. Tako da ja, tudi za, ne vem, kakšne druge zadeve, situacije, enostavno podjetja so si tako različna. Pa v takšnem primeru potem sprejme zbornica svoje mnenje ali zastopa A in B? Smo takrat nastopili seveda z enim sporočilom za javnost, seveda, ker se nam je zdelo prav. Enostavno, mi smo glasnik gospodarstva. Gospodarska zbornica Slovenije ima v vseh 12 statističnih regijah svoje reprezentativne regijske gospodarske zbornice, v Savinjski regiji celo 2. Tako da ja, recimo takrat je bil tudi eden od izzivov ta, ko sem omenila, da sta v Savinjski regiji 2 zbornici, ena zbornica za celotno Savinjsko regijo, druga zbornica samo za Savinjsko-Šaleško regijo, torej ravno tisto regijo oziroma tisto območje, ki prav je bila tako povezana kot mi, na tem. Tako. Ja, ravno zaradi tega, ker določene osebe, določeni akterji so se pojavljali v nacionalnih medijih, pri nas ne, in enostavno, ker je bil razpis pa razpisan za obe dve regiji, seveda je bila situacija malček zakomplicirana, ampak se nadejamo res v tem mesecu končno rezultatov tega razpisa. Tvoje delo je tudi manevrirati med enim direktorjem in drugim direktorjem. Vsak človek je svet zase, ampak verjamem, da voditelji in tako naprej imajo pa še toliko močnejšo svojo ali karizmo, ali karakter, ali pa tudi ego, lahko včasih rečemo. A je tudi to svoje vrstno delo? Ja, tudi zato jaz mislim, da mora oseba imeti kar take specifične veščine. Ampak jaz bi rekla, da v bistvu nikoli nisem zaznala nekih izzivov. Predvsem pa, kar mi je pa v veselje, pa upam, da ne bom zdaj izpadla res, tako bom rekla, da preferiram mogoče to žensko energijo pri vodenju ali kakorkoli. Ampak res se mi zdi, res me veseli, da imamo v Zasavju žensko vodstvo na regijski gospodarski zbornici, ker je namreč naša predsednica Zasavske gospodarske zbornice Monika Malgaj. Mislim, da prvič, odkar v bistvu obstaja Zasavska gospodarska zbornica. Je to 50-60 let? Ne. V bistvu je bil ta sistem gospodarske zbornice kot take na nacionalni ravni
še, mislim, da 20-30 let nazaj malo drugače sestavljen. In potem, v bistvu do leta 2008, kot so me poučili starejši kolegi, do leta 2008 je bil v veljavi zakon, kjer je bilo članstvo v gospodarski zbornici obvezno in je gospodarska zbornica po regijah imela, temu se je takrat reklo, kakor neke območne enote. Torej niso bile recimo tudi ne samostojne pravne osebe, tako kot so danes recimo nekatere. Mi nismo, nekatere pa so, to so čisto samostojni pravni subjekti. Se pravi, to se lahko sama regija odloči. Tako, v bistvu sam upravni odbor v resnici, no, oziroma članstvo določene regije. Ja, od leta 2008 pa je seveda bil zakon spremenjen in seveda to članstvo ni več obvezno. Takrat seveda neki podjetji se je odločili enostavno za izstop, kot so mi poročali, torej nekdanja sodelavka, ki je šla čez ta proces, seveda je bilo takrat nezadovoljstvo, tako na strani podjetij na nek način, kot na strani vodstva, regijske zbornice, ampak jaz mislim, da skozi ta leta, se pravi takrat od leta 2008, z vso podporo in zelo uspešnim in učinkovitim delom prvega direktorja regijske zbornice, gospoda Rada Pergerja, pa potem Staše Baloh Plahutnik, da se je to, pa tudi sama seveda se trudim zdaj nekako ohraniti to zadovoljstvo naših članov. Ne. Mi smo v končni fazi servis, ali kako bi temu rekli, se pravi nekdo, ki posluša člane, ki zna nasloviti njihove potrebe, če jih sam ne zna nasloviti, seveda moja vloga v regiji je tudi ta, da znam podjetja, direktorje, pa tudi druge nivoje zaposlenih v podjetjih povezati s tistimi, ki pa so mogoče specifično bolj podkovani v določeni strokovni temi. Ne? Zdaj omenila si žensko energijo. Ženska energija je včasih lahko zelo dobra, oziroma tudi marsikatero, kakšen sestanek se bistveno drugače lahko spelje. Je pa tudi druga stvar, ne? Sploh recimo v Zasavju, mogoče danes ne več toliko, ampak imamo še vedno kakšne konzervativne voditelje. Si imela kakšno priložnost ali pa kdaj koga ostaviti, ne? Ženske, moški, enakovredni in tako naprej? Če sem čisto iskrena, sama tega res nisem zaznala. Morda da imam že tu izoblikovan ta mehanizem, da enostavno takih stvari ne vidim. In poskušam pol nekako v bistvu z dejanji, ne samo z besedami, ampak dejansko z dejanji pol to dokazati, ceniti. Mislim, da smo v času, ko se ne rabimo to dokazati, ampak dejansko pokazati, da zakaj smo tukaj in zakaj to delamo in kdo smo in s kakšnim namenom smo tukaj. Če sem čisto iskrena, v bistvu mi smo menjali predsedstvo upravnega odbora oziroma predsedstvo naše zbornice predlani. To gre hiter čas, tudi jaz ne upam reči, vem pa, da... Ja. In moram reči, da v bistvu članstvo našega upravnega odbora v upravnem odboru res sedijo eminence zasavskega gospodarstva, lahko rečem, in dejansko je z njihove strani prišla ideja za predsednico, ki jo imamo zdaj. Mene osebno je to zelo pozitivno presenetilo. Mlajšo in to še žensko, ne? Tako, ker v bistvu so ugotovili edini ženski vodstveni tandem izmed regijskih zbornic. Tako da mislim, da je to, se pravi, na en način mlajša generacija, ker mislim, da povprečna starost na obeh je verjetno, ne vem, 36 ali pa 37 let recimo, ne. In na drugi strani, ja, pač mogoče ta ženska energija. Bi pa povedala tudi to, da me veseli, da je čedalje več tudi žensk, ne mogoče čist na samih vodstvenih pozicijah. To je bilo moje naslednje vprašanje. Ja, čist na samih vodstvenih pozicijah, v smislu generalnih direktorc, izvršnih direktorc. Je pa veliko žensk, se mi zdi, v tem middle managementu, se pravi, ali pa mogoče celo niže, se pravi, da so to vodje timov, vodje oddelkov, vodje služb, recimo kakšnih skupnih, sploh recimo kadrovske službe in tako naprej, ali pa pravne, splošne zadeve in tako naprej. Kaj pa na teh glavnih pozicijah, ali je tukaj še lastništvo tisto, ki ostaja v neki moški domeni, v neki patriarhalni liniji, ali kje vidiš razlog? Ker na tem področju se ni toliko spremenilo. Verjamem, da se je, nekaj odstotki zagotovo grejo v smer žensk, ampak še vedno pošteno prevladujejo moški. Ja, jaz vedno rečem, da morda na nek način smo v Zasavju, je to en tak
bila ena dejansko taka unikatna situacija, ker je seveda cela regija dejansko bila več ali manj odvisna od naših velikih tovarn, od strojne tovarne Trbovlje, od rudnikov obeh. Skratka, in ko se je ta rudarska zgodba počasi zaključevala, so iz takratnih rudnikov in iz takratnega gospodarstva dejansko zelo močnega začeli izhajati podjetja, ki, bomo rekli, že poslujejo koliko je tega, 30 let, ne? Ja, 30 let recimo. In seveda takrat so recimo ta podjetja ustanavljali ljudje, ki so danes seveda 30 let starejši in te generacije se ravno zdaj, bom rekla, recimo -5 let ali pa mogoče še 5 let naprej, se bojo menjale. Se pravi, da imamo ravno ta nek medgeneracijski prenos znanj v tej fazi, s tem, da izziv pri tem je recimo to, da ja, so solastniki, so direktorji teh podjetij, ki pa morda, saj veste, in zdaj se ponovno vračam na mlade, na začetek najinega pogovora, kjer pa mladi, recimo njihovi otroci ne vidijo toliko prihodnosti ali pa priložnosti za njihov karierni razvoj v določenem podjetju, družinskem, ne? In takih podjetij v Zasavju ogromno. Dogaja se, žal, da enostavno, ja, je precejšen izziv pri marsikaterem podjetju z vidika nasledstva. Se pravi, kdo konkretno bo prevzel vodenje, ne? Ker seveda vsak morda celo lažje prevzame kakšno nižje vodstveno delovno mesto, kot pa enostavno voditi podjetje, ki ga je soustanovil ali pa je še hkrati solastnik, seveda, nekdo, ki seveda še sovodi določeno podjetje. Je zdaj tega vse več, da sinovi pa hčere ne prevzemajo družinskih podjetij, ampak jih sodelujejo sicer, ampak jih morda nekdo drug, notranji? Ponovno, kot sem rekla prej, mladi danes se mi zdi, da imajo več zaposlitvenih priložnosti, seveda, ne? In tudi naše izobraževalne poti se niso končale, ali pa tako bom rekla, z druge strani se končujejo po večini po opravljeni ali fakulteti, ali višji strokovni šoli, visokošolskem strokovnem izobraževanju in tako naprej. Večinoma v preteklosti pa morda ni bilo na voljo toliko, bom rekla, možnosti na tem terciarnem izobraževanju, a ne? In ta terciarna raven izobraževanja nam daje res še eno dodatno širšo sliko. In to pa se potem težko včasih vklopi, ja, v tisto prvotno, ker ne morem mimo podatka, da v bistvu v našem Zasavju še vedno več kot polovica recimo podjetij, ki deluje na področju kovinsko-predelovalnih dejavnosti, a ne? To pa pomeni, da v teh dejavnostih je bilo običajno, da so se po večini zaposlovali strojni tehniki, elektrotehniki, CNC operaterji, mehatroniki in tako naprej. Zelo moški poklici Ja. tudi. Kako pa vidiš zasavsko gospodarstvo čez 10 let? Zanimivo vprašanje. Mislim pa... Zagotovo si o tem že razmišljala, ne dvomim. Ja, tudi v bistvu, če bi me 10 let nazaj vprašali, kako si ga takrat predstavljam, da bo izgledalo danes, bi bilo lažje verjetno, ne? Kakor če me to vprašaš zdaj, ker enostavno niti proti koncu tega leta ne vemo čisto točno, a ne? Veliko neznank. Veliko neznank, pa enostavno je zasavsko gospodarstvo, tako kot po vseh drugih regijah, vpeto, tako kot sem že prej omenila, v mednarodno, mislim, v izvoz, v mednarodno poslovanje, da je zelo težko oceniti. In kot veste, določene situacije v svetu na globalnem nivoju zelo drastično v bistvu posegajo v poslovanje naših podjetij in vsled tega je zelo težko napovedati. Predvsem pa, kar se mi zdi, pa se pravi, mogoče napačno ocenjujem, ampak zdi se mi, da danes še toliko bolj na vse to skupaj vplivajo neke določene politične ambicije, pa niti ne bom definirala na nacionalnem, evropskem, globalnem nivoju, ker dejansko na vseh, ne. In ni, mislim, zelo težko je to napovedati. Ampak zdaj pa, če Malo sem te spravila, ne, nelagodno, ampak še bom, veš, malo hotla. Ne, če pa uporabim domišljijo, bi si pa jaz želela, da Zasavje
pa zasavsko gospodarstvo čez 10 let nudi dejansko delovno mesto vsem Zasavcem ali pa vsaj 80% Zasavcem, da se ne bomo rabili voziti na delo pač izven regije, da bomo imeli še zmeraj takšno kvaliteto in jo seveda še nadgradili, kot jo imamo zdaj, ker enostavno kljub temu, jaz vedno rečem, tisti, ki včasih reče, da nimamo kvalitetnega življenja, pa v Zasavju ali pa v Sloveniji, pa preveč jamramo, pa imamo tisoč in en izziv, da je super iti čez mejo ali pa čez meje Evropske unije v kakšni tretji svet. Da ni toliko lepo vse posod Točno to. drugje, In pol znaš ceniti vodo, ki si jo pač natročiš lahko izpod pipe in jo spiješ iz kozarca. Ceniš to, da si lahko zelenjavo s to vodo opereš, pa bo vse okej. Ceniš to, da imaš še vedno na voljo dejansko javno zdravstvo, da ti ni treba šparati staršem za študij otrok, da nam je prehranjenih verjetno na otroka najmanj 20,000 evrov na leto. Skratka, to so ene stvari, ki pač Jih včasih ne vidimo. ne vidimo in zato jaz vedno pravim, da je super iti čez kakšne meje in pol priti nazaj in se zavedati tega, tistih stvari, ki se nam zdijo samoumevne. Pa jih znamo potem bolj ceniti. Podpišem, tudi zelo čisto okolje imamo, pa tako veliko, ko se sprehajam kje druge, si rečem, tako odvajeni smo tega, da sploh smeti gledamo po tleh, recimo, in je že včasih, koliko je pa tle umazano, pa je recimo bistveno manj umazano, ko je bilo 10-15 let predtem pri nas, a ne. Tako da, hotela sem se pa še malo lotiti digitalizacije. Nekaj časa smo se bali, roboti bojo prišli, ljudi ne bojo rabili več, pa si že prej malo namignila, da ne verjameš, da bo kadrov premalo oziroma da ne bo priložnosti za kadre. Kaj pa prinaša digitalizacija v tudi naše gospodarstvo? Zagotovo ohranjanje konkurenčnosti v prvi vrsti. Se mi zdi, da vsa podjetja pravijo, da enostavno, če ne vlagajo v digitalizacijo, pa seveda na drugi strani ostale raziskave, pa razvoj, pa inovacije, enostavno niso več konkurenčni. In če niso več konkurenčni, jim je seveda težko, ne? Pride do upada naročil, pride do viška kadra in tako naprej. Kar se mi zdi zelo pomembno poudariti, sploh pri tudi ali pa sploh pri digitalizaciji je to, da so zaposleni pripravljeni na učenje, na vseživljenjsko učenje. Mislim, da je to res potrebno poudarjati danes še toliko bolj, kot recimo še 5 let nazaj, ker ravno to vseživljenjsko učenje tudi zaposlene v bistvu ohranja pri neki konkurenčnosti na trgu dela, na trgu pač zaposlovanja, ne. Podjetja zdaj veliko se govori o raznih mikrodokazilih. Mikrodokazila so torej pač neke mikrokvalifikacije, s katerimi zaposleni dobi določene veščine, znanja, kompetence. Ne govorimo o nekem uradnem certifikatu, ampak o nekem Je to v bistvu je tudi, je potrdilo. Vsebine teh programov to so pač krajše obliko izobraževanj. Mikrodokazila se pripravljajo v sodelovanju z gospodarstvom oziroma s podjetji in oziroma akademskimi institucijami, torej fakultetami recimo. In to ravno z namenom, da se recimo določene zaposlene, ko ima delodajalec potrebo po nekih dodatno usposobljenih kadrih, da mu jih ni potrebno navrat na nos zaposlovati, ampak da obstoječi zaposleni v bistvu se opolnomočijo s temi veščinami, da lahko upravljajo delovni proces naprej. Zelo veliko, jaz mislim, da se že zdaj pojavlja, pa se še bo v prihodnosti takšnih situacij, ko recimo delavec A zna narediti nekaj, delavec B nekaj, ampak potem pa delavec A recimo je odsoten zaradi raznolikih razlogov in mora recimo delavec B na to delovno mesto A zelo hitro vskočiti. Torej, že to fino je, da je pripravljen, ne? To in se pravim, to je zelo pomembno tudi z vidika mikrodokazil oziroma dodatnega usposabljanja, dodatnih kvalifikacij. Poleg tega seveda bom rekla, te neke horizontalne veščine, kot so recimo in socialne veščine, komunikacija, delo v timu. To jaz mislim, da so zelo tudi bodo še bolj potrebne veščine pri zaposlenih. Pa včasih iskreno smo bili verjetno navajeni takšnih veščin, mogoče pri višje
višje rangiranih poklicnih profilih, ne pa toliko mogoče v tem proizvodnem procesu. Ne? Zdaj pa v bistvu tudi proizvodni proces, tudi če je nekdo po osnovnem poklicu ali pa ima pridobljeno izobrazbo za, ne vem, strojnega tehnika, ta strojni tehnik seveda mora obvladati tudi zraven določene veščine z področja digitalizacije, ker v bistvu robot, ki ga upravlja on v proizvodnji, zahteva pač neke veščine z tega področja. Pa misliš, da bi bilo možno tudi, da ta delavec A zamenja delavca B v drugem podjetju, se pravi, da bi si podjetja menjala te kompetentne ljudi? Vprašanje, mogoče pa je to en koncept priložnosti za v prihodnje, oziroma koncept za v prihodnost, ne vem iskreno, ker dejansko demografija naša kaže na to, da enostavno pač rast rojstev upada, Ne gre nam v prid. Ja, razredi so manjši po šolah, se dogaja neki te vrhovi vmes, ampak demografska slika ni v bistvu nam v prid, kar pomeni, da tudi teh delavcev čez 10, 15, 20 let ne bo. Čisto po številu jih Tako, enostavno ne bo. tako. Ne? Pa ko smo govorili že malo digitalizacije, kaj pa umetna inteligenca? Kakšno je tvoje? Jaz verjamem, da jo nekaj zagotovo že uporabljaš, ampak tako neko splošno mnenje. Dobro, slabo, treba previdno? Ja, kdor jo uporablja, pa kdor jo bolj učinkovito uporablja že danes, seveda je 4 korake pred tistimi, ki je še ne. Zagotovo ja. Tudi na ravni Gospodarske zbornice Slovenije si zelo prizadevamo, da v bistvu računalništvo in informatika pride v osnovne šole v takšni meri in v takšnem obsegu, da bo dejansko uporabna otrokom oziroma učencem, ker dejansko, tako kot sem prej omenila, ti otroci prihajajo na trg dela čez, ne vem, na pamet govorim 20-25 let in seveda njih bo čakal drug svet, kot ga mi živimo danes, pa v katerem mi delujemo danes in bo to zelo pomembno. Torej, da imajo neko torej, da ni ta digitalizacija pa umetna inteligenca v bistvu samo pomoč pri pripravi recimo seminarskih nalog ali pa predstavitev, ampak da jo znajo tudi učinkovito uporabljati in logično povezovati stvari, biti kritičen. Se mi zdi, da te kompetence ali pa te veščine tudi danes zelo manjka, torej te kritičnosti. Tako da ja. Pa so s tem umetno inteligenco preskočili nekaj korakov? Recimo ti si generacija, ko si iskala informacijo še v enciklopedijah, ne? Ali pa mogoče pri nekih starejših učenih ljudeh, ne? Danes pa pač pravi, tako ChatGPT vse pove, ali pa še kjera druga od teh umetnih inteligenc. Pa včasih, ker preskočiš korak, nečesa vmes ne zveš, ne? Saj to pravim, imeti neko kritičnost, pa znati logično povezovati določene stvari, ker tudi ChatGPT enostavno ne zna kritično pogledati včasih na kakšne stvari, se mi zdi, niti logično povezovati, ker ne ve, kako bo ena stvar mogoče ob predpostavki, ki jih imaš ti sam, kako bo to vplivalo recimo na kakšen razvoj, ne vem, čez 3 leta. Ker verjetno... Je lahko ta uporaba nevarna oziroma bo poneumila tudi lahko narod? Z dovoljšno mero kritične distance, jaz mislim, da ne. Se pravim, jo je pa potrebno znati uporabljati tako učinkovito v svojih delovnih procesih. Kaj pa misliš o denarju in pa o brezgotovinskem poslovanju? Denar in brezgotovinsko poslovanje. V kakšnem smislu? Kartice, vse preko kartic, preko spleta ali tudi cash, gotovina? Jaz nimam v bistvu nekega posebnega mnenja, zelo, mislim, če pa iz osebne izkušnje izhajam, je pa zelo, bom rekla tako, brez problema, zdaj v bistvu vzamem sam telefon s sabo in ključe od avta in je to, kamorkoli grem. Tako da ja, pač podpiram to. Včasih me majčkeno zaskrbi, ker ne vzamem s sabo niti denarnice, tako da si mislim, če me policaji ostajajo, niti osebne izkaznice nimam s sabo. Pa se tudi to bo slej ko prej digitalno, ne? Mislim, se že obstaja, v bistvu je osebna, ampak ja. Ja, zakaj pa ne? Kaj pa to, govorili smo o tej digitalizaciji, podjetja, če ne grejo v to, enostavno bojo ostala zadaj, ne? Po drugi strani pa neke old school zadeve, hranitve, arhivi in tako naprej, se nam hitro lahko zgodi, ne? Ni bilo dolgo nazaj, ko je, ne vem, elektrike zmanjkalo na letališčih, vse posod po Španiji oziroma v vseh javnih prevozih totalni kaos, niso delovali bankomati. Pa mislim, da je bilo, pa bom na pamet rekla, 2 meseca nazaj v Celju vsi bankomati so padli, oziroma vsi postterminali, vsi bankomati enostavno nisi moral dobiti, če nisi imel gotovine pri sebi, pač nisi jedel, nisi pil. Ne?
Kaj pa tukaj, ne? Tudi podjetja morajo pa še verjetno dvakrat bolj to razmišljati, ne? Če se bo nam osebno to zgodilo, slej ko prej bo država ukrepala, pa nam bo, ne vem, rezerve pripeljala Rdeči križ. Podjetja pa bojo pol druga v vrsti, oziroma pa bojo celo izgubili neke podatke. Mislim, zdaj, če se naveže na kibernetsko varnost kot tako, ja, je izziv. Je izziv, predvsem to opažamo pa s terena, mogoče pri malo manjših podjetjih, predvsem na področju poslovanja s tujino, ker enostavno, ker tega ne počnejo mogoče tako pogosto kot recimo podjetja večjih velikosti, recimo velika ali pa srednja podjetja, seveda lahko vstopijo v tisto močvirje in žal ponavadi rešitve ali pa za pridobitev teh sredstev nazaj, recimo ni govorim o konkretnih primerih, ko recimo je bil kakšen račun vnaprej plačan, pa so bili naknadno obveščeni o tem, da se je spremenil ali naslov, ali pač TRR, IBAN, karkoli. Tega je kar precej in se mi zdi, kakorkoli opozarjamo na previdnost z vidika kibernetske varnosti, nikoli ni preveč, tako bom rekla. Tega smo se naučili, nikoli ni preveč na to opozarjati, ker tega je res ogromno. Spomnila sem se glih, recimo prejšnji teden sem zasledila na enem družabnem omrežju, da enostavno so goljufi tako iznajdljivi dan danes, da spremljajo LinkedIn, no, če govorim konkretno o katerem družabnem omrežju, konkretno spremljajo, kdaj, kje je kakšen od recimo direktorjev sploh manjših podjetij na kakšni konferenci. In dejansko v tistem času, ker vejo, da je na konferenci, ker seveda so pa ponavadi te objave zelo sproti in zelo ažurne, pošljajo sporočilo enemu od zaposlenih, da pač naj se hitro potrdi nek račun v višini, na pamet govorim 800 evrov, ker 800 evrov pa le ni taka visoka številka, kjer boš direktorja klical med konferenco, da bo potrdil to resničnost. Imajo preračunan, kaj je smiselno, ne? Mislim... In je bilo to. In takih primerov ni malo danes. Kakor slišimo s terena, takih primerov ni malo. Tako da ja, opozarjati na to nikoli ni preveč in odveč. Mislim, da tudi podjetja delajo dosti na tem, no, jaz sem že kar tudi v Zasavju slišala dosti v bistvu, kako naj rečem, mislim, neke teste imajo, ki jih enostavno pošljajo zaposlenim, da vidijo, kakva bo reakcija. En tak, pa ne bom imenovala podjetja, je bil tudi, ki so jim poslali nekaj v povezavi s sindikatom in tako, in so se na nas obrla, ne, kaj se zdaj dogaja in tako. In smo potem malo všali, ne bomo tega seveda ne delali, če je bil to pač testa, ne, ampak so pa odreagirali, ne. Se pravi, nekaj jim ni štimalo v tistem mailu in so odreagirali. Seveda si podjetje ne želi, da kličejo medije, ampak bila je reakcija v resnici na mestu, niso potrdili, niso klikli, niso, ne, tako. Tako da ja, verjamem, da je tega vse več. Zdaj pa mogoče, čisto na začetku bi mogoče bilo to primerno, pa dajmo zdaj, kaj dela Gospodarska zbornica? Gospodarska zbornica v prvi vrsti, ali pa bom rekla tako splošno poslanstvo oziroma cilj je to, da zastopamo interese gospodarstva. Predvsem napram ministrstvom, vladi. Tu moram izpostaviti, da v bistvu ravno ob menjavi vlade oziroma do 22. marca smo bili zelo aktivni na področju oblikovanja, mi temu rečemo gospodarski razvojni program naše Slovenije. Pripravili smo nabor ukrepov, ki smo jih sooblikovali skupaj v bistvu z direktorji podjetij. Torej, direktorji podjetij različnih velikosti, rangirali smo jih po različnih področjih dela, od farmacije. Katere konkretne pa recimo lahko mogoče malo meniš? Ja, od farmacije pa do materialov. Materiali vemo, da so ena taka horizontalno področje, ker če materialov ne bo, niti ne moramo govoriti o suverenosti ne Slovenije, ne Evropska unija. Vemo tudi, da na drugi strani Evropska unija znatna sredstva namenja za to, da ohranjamo oziroma da gospodarstvo oblikuje neke strateške tehnologije, ki bojo spodbujale, najprej okrepile, pa še spodbujale zraven konkurenčnost Evropske unije, ne? Ker tukaj pa res se moramo na višji nivo postaviti, ker enostavno smo premajhni za konkuriranje v svetovnem merilu, če pomislim na vse okoliščine, ki nas trenutno vplivajo na naše življenje, tako bom rekla, malo bolj nasplošno.
Me lahko prosim še enkrat spomniš, kaj si me vprašala? Gospodarska zbornica, Ja, kaj kaj počne, dela. a ne? Ja. Poleg tega, da ste na prvem Tako. vladi oziroma tudi širše. Govorila sem pa o gospodarsko-razvojnem programu. Naziv tega programa je Made in Slovenija 2035. Torej, mi smo razmišljali o tem in začrtali in točno opredelili, kaj konkretno si mi, gospodarstvo, želimo od države oziroma na kak način mi vidimo, da bi morala Slovenija v bistvu zgledati oziroma katere ukrepe bi dejansko mogla implementirati do leta 2035, če želimo pravzaprav, lahko zdaj v tem trenutku rečem, če želimo ohraniti to konkurenčnost, ker pa iz dneva v dan vidimo, kako padamo na lestvici konkurenčnosti, a ne? Izzivi To je so vse ključni večji, izziv, ne? tako. Tako da ja, kaj so pa konkretni ukrepi oziroma katera področja, od spodbudnejšega davčnega okolja do izobraževanja in kadrov, kar sem že prej omenjala, ne? Mi zelo stojimo na stališču, da enostavno tudi zdaj, ko potekajo pogovori o potencialni združitvi Ministrstva za delo in oziroma ja, za delo in za gospodarstvo. Aha, Za ja. gospodarstvo in za delo. Mi vedno, ko govorimo o gospodarstvu, vemo, da mimo ljudi ne moramo iti, mimo kadrov, mimo izobraževalnega sistema enostavno ne. Kar pa si mi prizadevamo in tudi delamo določene konkretne stvari na tem področju, je pa to, da se v bistvu izobraževalni sistem tako na sekundarni kot na terciarni ravni bolj približa potrebam gospodarstva. To je pa to, kar sem prej govorila, torej potrebe gospodarstva danes oziroma odziv na te njihove potrebe mora biti pa neprimerljivo hitrejši. Je prepočasen, ne? Tako, kot je bil mogoče še 5-10 let nazaj. A ne? Tako da to vrzel, ki nastaja tukaj vmes, kot sem že prej omenila, poskušamo zapolnjevati, pa mislim, da imamo tukaj še veliko manevrskega prostora, vsi skupaj, torej z mikrodokazili, na drugi strani pa tudi recimo s kakšnimi odprtimi kurikulumi, kjer v bistvu podjetja povejo, konkretno zasavska podjetja, mi tule potrebujemo takšne in takšne in takšne bodoče zaposlene s takšnimi znanji in potem v bistvu nekako poskušamo prilagoditi ali pa skonsolidirati ali pa vsaj približati, ne, se pravi oba bregova v narekovajih. Mislim, ker se v Zasavju smo že videli, da to deluje. Ne? Recimo, jaz STPŠ, recimo strojno-tehniška in poklicna, zelo veliko sodeluje z gospodarstvom in dejansko gospodarstvo išče zaposlene tam in jih celo štipendira in podobno in potem že vzame v delovni proces, pa tudi, če potem nadaljuje drugje, ampak res imajo že ves čas lahko to podporo in so tudi usmerjeni prav, ne? Res je. Še ena stvar, ki mogoče na tem mestu izpostavim, pa je vajeništvo. Ne? Vajeništvo je pa tisti nek dualni sistem, ki mogoče več, tako zelo splošno rečeno, več časa nameni dijaku v podjetju, torej da dijak preživi več časa v določenem podjetju, zraven seveda zanga nad njim bdi mentor, seveda z namenom, da pridobi več praktičnih izkušenj. V Zasavju se je to že nekoč mogoče majčkeno bolj okrepljeno izvajalo, ampak je potem zamrlo. Ravno smo v fazi, ko v bistvu... Zakaj pa meniš, da je zamrlo? Ja, ravno to želim povedati, ne, da tu gre v bistvu za neko najmanj bilateralno, če ne tripartitno sodelovanje. Torej, na eni strani morajo zagotovo delodajalci povedati, da to potrebujejo. In to seveda v času pomanjkanja kadrov, seveda je to tudi ena izmed možnosti, ki seveda jo izpostavljajo delodajalci. Na drugi strani šola in na tretji strani seveda ministrstvo. Ministrstvo daje soglasja k takšnim programom in če ministrstvo reče, da je premalo potencialnih dijakov takšnega programa ali pa premalo potencialnih bodočih vajencev, seveda tega ne podpre. Ne? Tako da tu jaz mislim, da bo pa tudi vloga zbornice, da stojimo v bistvu za našimi podjetji, da znamo argumentirati, zakaj je to pomembno tudi za našo regijo, ker vemo, da v določenih regijah, spomnim se recimo Gorenjske regije in šolskega centra Škofja Loka, kjer pa to res odlično že izvajajo in iz leta v leto jaz mislim, da celo povečuje. Pa to se lahko kar hitro v resnici, če je posluh z vseh strani zgodi. Seveda. Ja. Zagotovo je treba samo mogoče malo, tako kot sem rekla, malo uskladiti med seboj, se pravi to ponudbo, povpraševanje in, kar je tudi zelo, zelo pomembno, je pa to, da se ozavešča tudi učence na eni strani, starše njihove
in svetovalne delavce in ostale v bistvu zaposlene v osnovnih šolah, da vejo, da v bistvu bodo imeli lahko to možnost v Zasavju. Da ni v bistvu to samo ena izmed tistih možnosti, kjer včasih je veljalo, ne, se če pa ne greš na gimnazijo, ker še ne veš čisto točno, kaj boš počel v življenju, ne, ali pa nimaš dosti točk za tja pa tja, ne, mogoče bi pa tole šlo, ne. Ne. Včasih slišimo zgodbe vajencev, ker mogoče samo podnapis. Gospodarska zbornica Slovenije, naša mama, je nosilec javnega pooblastila za to, da potrjuje vajeniške pogodbe z podjetji, preverja ta delovna mesta in je v stalni komunikaciji s podjetji po celi Sloveniji in tudi z vajenci, ne. In ima vpogled v to, koliko je povpraševanja na eni strani in koliko je ponudbe na drugi. Tako da ja, mislim, da je, se pravim, zelo pomembno to ozaveščanje že od majhnih otrok naprej staršev, da pač imajo to možnost, če jih to zanima oziroma če prepoznajo potencial v določenem otroku ali pa veselje do tega dela, do te narave dela. Ok, zdaj pa, da gospodarstvo zaključimo, pa da povemo še kaj o Tjaši. Jaz o tebi vem, tako kot sem rekla, bili smo v vrtcu skupaj, pa ne povem, kaj vse si počela v vrtcu, pa nič tazga ni bilo. Ne. Tudi osnovno šolo sva nekako bile, tako recimo sva usporedno to vse počele. Ampak kdo pa si sicer izven tega gospodarskega kroga, kaj počneš, kaj te zanima, kaj te zabava? Tako bom rekla, veliko časa si želim preživeti res z mojimi prijatelji in družino, ker mi pač to pomeni in ker to pač so neke tiste ure ali pa dnevi, ki te napolnijo na drug način. Če sem čisto iskrena, pred leti, ko sem še veliko hodila, sem precej hodila po zasavskih hribih, zdaj sicer ne več. To si malo sama sebi dala zdaj očitek, ne? Ja, tako. Sicer pa ja, 30 let sem igrala v pihalnih orkestrih, najprej v pihalnem orkestru Viva, glasbena šola Zagorje. Flavtistka, tako, flavtistka. Potem v pihalnem orkestru Sveja Zagorje, trenutno ne igram, mislim, da zadnje 2 leti ali nekaj tazga. Sem pa zelo vesela, ker pihalni orkester ravno v maju praznuje 165-letnico obstoja. Mislim, da smo druga najstarejša godba v Sloveniji. Tako da to. Po drugi strani pa poskušam, torej, če je tisto čisto zasebno življenje, recimo to, kar sem zdaj povedala, pa tisto službeno življenje, pa je potem še nekaj vmes, je tisto nekaj vmes, pa so pa stvari, ki v bistvu jih nekako posredno povezujem tudi z mojim službenim življenjem, pa so še zmer hkrati v bistvu čisto ločene od službenega življenja. To je recimo, zelo aktivno sodelujem v Društvu za kadrovsko dejavnost Zasavja, skupaj z mojo kolegico, ki je predsednica tega društva. To društvo letos 25 let obeležuje, združuje kadrovike iz podjetij, poleg tega pa tudi druge zaposlene, ki se kakorkoli ukvarjajo z ravnanjem z ljudmi pri delu, no. Upam si trditi, da smo eno najbolj aktivnih društv v Sloveniji, smo del kadrovske zveze slovenske, tako da ja, to je ena stvar, druga stvar je, da predvsej delujem na področju razpisoslovja, ali kako bi se temu rekli, torej in na področju mladine in na drugi strani ravno to, kar sem že prej cel čas razlagala, torej povezovanje izobraževalnega sistema in gospodarstva. Tukaj imam eno vlogo pri 2 nacionalnih institucijah in zdaj ponovno tudi na eni evropski, no. Tako da v bistvu to je en dodaten del mojega dela. Na tretji strani sem pa tudi članica Rotary kluba Zagorje KUM, zadnja 3 leta. S klubom v bistvu vsako letno organiziramo tudi en tak tabor, Mojca se reče, torej, ja, za otroke, iz osnovnih šol, od Radeč do Šmartnega pri Litiji. Gre v bistvu za otroke, pomagamo jim omogočiti, no, udeležbo na tem taboru, kjer so pri nas v Sloveniji eno leto, en teden. Za tiste mlade, ki mogoče si tega ne morejo privoščiti, pa izkazujejo pač nek interes ali pa en potencial ali pa en tak biserček, ki se ga da izbrusiti še naprej. Tako da ja, to sem še kaj pozabila, vredno sem še kaj pozabila. V hribe ne hodiš več, to si povedala, si očitala že, a ne? Ampak se boš še zagotovo, ki je šla, tukaj imamo res neskončno priložnosti in to zelo hitro, da se obujemo pa gremo.
Pa še bova zaključili s tem Zasavje čez 10 let in pa tvoja vloga v njem. Ampak to je zdaj čisto tvoj vidik, ne? Ja. Iskreno, ko sem prevzela vodenje Zasavske gospodarske zbornice, si nisem iskreno predstavljala, da bom pa na tem mestu več kot 5 let, ampak zdaj mineva ravno 5 let, odkar sem na tem mestu. In moram reči, da z veseljem upravljam pač to funkcijo in jo vidim kot res široko in polno izzivov, vsakodnevnih izzivov, ker jaz mislim, da mene osebno zelo utruja recimo neko rutinsko delo, ne, ki ni izzivov, ki ni dinamično. Tako da v bistvu na tem mestu zdaj vidim, da je še ogromno nekih priložnosti za nadaljni razvoj, za to, da v bistvu skupaj s podjetji rastemo. Res mi je veselje to, da v bistvu na nek način že zdaj lahko rečem, da diham s temi podjetji v Zasavju. Ne s temi, zdaj sem tako grdo rekla, ampak s podjetji v Zasavju. Tako da v bistvu tudi čez 10 let, mogoče se pa vidim. Prvi direktor Zasavske zbornice mi je rekel, ja, Tjaša, jaz sem na tem mestu zdržal, mislim, da 23 let, se pravi njegova naslednica tudi kar nekaj let, ne? Zdaj ti boš pa tudi mogla toliko in toliko let zdržati na tem mestu, mislim, zdržati v narekovajih. Pa sem rekla, ja, ne vem, mislim, je pa res, da vedno stojim za stališčem, da če neko delovno mesto te ne pokliče več oziroma se ne vidiš več ali pa ti ne vzbudi več enih iskric v očeh pri tem, kar počneš, da enostavno pač greš naprej, greš na neko drugo pot in to je to. Ampak jaz mislim, da pri naravi dela, ki je na gospodarski zbornici, enostavno teh izzivov ne bo zmanjkalo. Pa pri gospodarstvu, ki je zdaj res tako, ne? Ne boš kar tako obstala, pa samo se dolgočasila ali pa kaj tako. Nikakor. Ja, najlepša hvala. Jaz sem zelo vesela, da si svoj vidik tudi podala, malo nam tudi orisala tole gospodarsko sliko Zasavja, zagotovo bomo še kaj na vezi. Tudi priložnost za sodelovanje, pa za nove poti. Ne? Super. Hvala tebi, Neža. Mi je bilo veselje. Prvič na podcastu? Prvič na podcastu, ja. Super. Se pravi, si preživela krst, evo. Upam, da sem. Si.